V galeriji Gong predstavljamo italijansko ustvarjalko Ano Pontelj iz Vidma, diplomantko Beneške akademije lepih umetnosti, ki se izraža predvsem v risbi, skulpturi, instalaciji in performansu. Sodi pa med najbolj perspektivne mlajše ustvarjalke obmejnega območja, predvsem zaradi specifičnega kiparskega izraza. V svojih delih se namreč ne osredotoča na kompaktno kiparsko formo, ampak raziskuje zunanjo strukturo predmetov oziroma njihov ovoj. Poleg tega pa za svoje skulpture uporablja materiale, ki niso najbolj tipični za klasično kiparstvo, in sicer predvsem nit in tanek svilen papir. In vse omenjeno je značilno tudi za dela iz cikla Predmeti za družbo, ki ga ustvarja od leta 2006. Gre pa za projekt, ki združuje različne medije in je nastajal postopoma. In sicer je najprej ustvarila serijo kvačkanih skulptur, nekakšnih hibridov med rastlinskimi, živalskimi in človeškimi oblikami, ki so jih sprva spremljale fotografije, na katerih avtorica pestuje predmete v naročju ali jih nosi štuporamo. Fotografije namreč, podobno kot navodila za uporabo gospodinjskih aparatov, kažejo, da skulpture niso namenjene samo ogledovanju, ampak imajo tudi uporabno funkcijo, saj se jih gledalec v galerijskem prostoru lahko tudi dotika. Pozneje pa so fotografije zamenjale risbe, na katerih so se podobe stiliziranih človeških likov in predmetov postopoma zlile v nekakšne domišljijske hibride, ki ponazarjajo izjemno tesno relacijo med človekom in predmeti. No, predmeti so pravzaprav sčasoma postali nekakšni nadomestni deli teles, ki na njenih zadnjih risbah ponekod že povsem preraščajo telo in se spreminjajo v avtonomne likovne forme s svojevrstno teksturo. Avtorica namreč na risbah ponazori taktilni učinek kvačkanih skulptur z risarsko tehniko frotaža. Dela Ane Pontelj delujejo na prvi pogled igrivo, vendar utelešajo tudi več pomembnih sporočil. Dela namreč namigujejo predvsem na kvaliteto medčloveških odnosov, še posebej v času, ki ga živimo, saj je korona kriza najgloblje zarezala prav v človeške relacije. Poleg tega predstavljajo njene skulpture narejene iz niti nasprotje klasičnim kiparskim materialom in tehnikam. Na avtoričino ustvarjanje je namreč imela velik vpliv filozofija gibanja Arte Povera, še posebej dela Pina Pascalija. Hkrati pa lahko ustvarjanje z nitjo povežemo tudi z ženskimi ročnimi deli in njihovo simboliko, pri čemer je pomembna zlasti meditativnost tehnike kvačkanja, saj avtorica potrpežljivo ponavlja isti obod vrsto za vrsto. Skulpture Ane Pontelj pravzaprav predstavljajo velik kontrast sodobnemu potrošništvu, ki temelji na logiki uporabi in zavrzi. V vsaki skulpturi namreč poskuša vtisniti vrednost in pomen, s tem pa njene skulpture namigujejo na odgovorno proizvodnjo in porabo dobrin, ki bi morale postati osnova
trajnostno naravnane družbe.